Vsako ministrstvo v Sloveniji ima trenutno ločen informacijski sistem. Menite, da je prišel čas, da bi se dalo te zadeve poenotiti? Jaz mislim, da bi bil skrajni čas, med drugim je bila tudi uvedba Ministrstva za javno upravo pred leti namenjeno temu, da bi zadevo poenotili, ampak žal niti prvi, niti drugi vladi, ki je imela to ministrstvo, ni uspelo. Tako da je to naloga gotovo za naslednjo vlado. Že z vidika racionalnosti, se pravi to, koliko sredstev se porabi za celotno načrtovanje, izvedbo in potem tudi vzdrževanje, je potrebno te sisteme poenotiti in jih narediti med sabo bolj komunikativno operabilne. Mislim, da v naslednjem obdobju enostavno ne bomo mogli več mimo tega dejstva, da smo na tem področju še vedno preveč razdrobljeni. Kako bi komentirali dejstvo, da ima Slovenija največ e-storitev, ampak zelo malo uporabnikov, ki te storitve uporabljajo? Jaz mislim, da te storitve niso bile delane skupaj z uporabniki, predvsem pa ni hkrati teklo tudi izobraževanje ljudi, da bi te storitve uporabljali. Ali pa če rečemo drugače, e-storitve ponujajo na tistih segmentih, ki ljudi ne zanimajo, jih pa ne ponuja vlada na tistih segmentih, ki bi eventualno lahko ljudi zanimale. In to se mi zdi, da je glavni problem. Če govorimo samo o varnih vsebinah in spletnih mestih za otroke, potem smo danes videli, da je nekaj zelo kvalitetnih primerov. V celoti gledano je pa ta ponudba zelo skromna za otroke, ki vemo, da tako zelo prehitevajo starše po tem, koliko so na spletu, je prijetnih, spodbudnih in pozitivnih vsebin zelo malo. In tako da to, kar smo danes videli, te tri, sigurno izstopajo, ampak v celoti gledano te varne in spodbudne vsebine za mladino je nekaj, kar manjka. Seveda so pa tudi drugi aspekti varnosti, ki pa se v okviru našega centra, ki skrbi za varno rabo, ne ukvarjamo. Če govorimo, da je splet varen za otroke, to je v veliki meri odgovorna država, šolski sistem in pa tudi gospodarstvo in družbena odgovornost samih podjetij.